Plesalke in plesalci Plesnega studia Novo mesto, ki se lahko v zadnjih letih pohvalijo z odličnimi rezultati v državnem in mednarodnem merilu, se vneto pripravlja najbolj pester del sezone, kjer si bodo tekmovanja sledila eno za drugim. Kadar ni večjih tekmovanj, je v bistvu ful lušten, zaradi tega, ker smo lahko malo bolj sproščeni takrat na treningih. Največkrat je tako, v bistvu, da si potem zadamo cilj, da se v tem času naučimo čim več novih koreografij. Zaradi tega, ker takrat res lahko uživaš, se lahko razplešeš, daš si duška, lahko si veliko bolj ustvarjalen tudi. Tako da se mi zdi, da te meseci, kadar je tako malo pauza od tekmovanj, je kar tako čas za uživancijo, takrat bi lahko rekla, no. Pravi počitek za plesalce predstavljajo poletne počitnice, potem pa se kmalu začne zares. Mi začnemo september, prvi tisti teden, drugi malo bolj počas, da se otroci spet upeljajo pač nazaj v treninge, a ne po dolgih počitnicah. Potem se pa začne kar že močno, ker je treba prvo trenirati za svetovno prvenstvo, je pa treba že takoj nove formacije ustvarjati, torej tudi za festival. Tako da že začeli smo močno, potem pa se ponovadi zgodi tako, da imamo decembra, konec decembra, januarja je tako kratka pauza, so se pa januarja zdaj že začeli pokalni turnirji, zdajle gremo tudi že na naslednji vikend, gremo še na en festival, ki se odvija v Brežicah, potem nas čaka že marec, je že Novi Sad, gremo zopet v Srbijo na festival, pa se pa že malo približuje tudi državno prvenstvo, tako da smo kar v polnem teku zdajle trenutno, no. Generacije plesalcev se menjajo, a večina od njih se v plesni studio z veseljem vrača. Vsak od mladih pa ima svojo plesno zgodbo. Vedno sem imela nek tak željo v tem, da bi začela in tudi z očetom sem kdaj pa kdaj plesala in pa sem pač videla tu glas in šla probat in zdaj še kar plešem. Jaz pa že od malih plešem in v šoli smo imeli tudi neko tekmovanje s plesom, pa sem rekla, da bom probala in mi je bilo ful zanimivo, pa sem se pol odločila, da bom do konca bila, pa sem ful zamenjav imela in sem šla v boljše skupine vse, pa sem zdaj tukaj prišla. Vsak plesni pedagog in koreograf najraje vidi svoje učence, ki se na odru odlično počutijo. Rezultati pač niso vse. Jaz najrajš vidim od njih to, da se res potrudijo, da pač res, ker jaz, ker toliko časa z njimi delam, jaz točno vem, kako izgleda, kadar oni dajo 100% od sebe, ali pa kadar oni mislijo, da dajo 100%, pa jih dajo v resnici 80%. Tako da jaz največkrat gledam res to, da oni grejo, da se potisnejo pač do te svoje meje, do katere pač jaz vem, da oni zmorejo in do katere smo trenirali. To mi je ena izmed zelo pomembnih stvari, je pa druga stvar tudi najlepša od vsega pa gledati, ko ti stopaš pred otroke in oni pač plešejo na tekmovanju in ti vidiš to iskrco v njihovih očeh in vidiš, koliko dejansko oni trenutno uživajo v tem trenutku, ko stojijo na odru in plešejo pač v bistvu neko koreografijo, ki si jo ti ustvaril. Vsi pokali, ki so na ogled v prostorih Plesnega studia Novo mesto, so dokaz, da že dolgo zelo dobro delajo. Vedno sicer so dobrodošle seveda stopničke, vedno se jih ful razveselimo, pač če se zgodijo, kar moram priznati, da se kar veliko pri nas dogajajo, tako da to je zelo fajn. Poudaram pa tudi velikrat, da to pač vse ni edini cilj, za katerega mi delamo zdaj, da stojimo na stopnicah. Edini cilj je, mislim, ne eden izmed ciljev je seveda to, da smo pač predvsem zadovoljni sami sabo, potem, ko stopimo dol iz odra. Za otroke je ples zelo pomemben v številnih pogledih. Jaz mislim, da pridobijo veliko zavedanje svojega telesa, ker včasih že ljudje, ki sam hodimo, se sploh ne zavedamo, kako hodimo in se mi zdi, da že s temi stvarmi potem, ko na treningu, ko začnejo kot mlajši, pač ozavestijo svoje telo in vejo, kako se telo zna gibati, pridobijo to neko pač splošno motoriko, dobro je seveda, naučijo se ritma, naučijo se poslušati glasbo, naučijo se šteti. Ena izmed ful lušnih stvari, ki se mi je letos v letošnji sezoni zgodila, je bila recimo, da mi je eden od otrok rekel, ki zdaj hodi pač že nekaj časa k meni, mi je povedala punčka, da v bistvu dokler ni začela k meni hoditi, nikakor ni mogla ločiti leve pa desne in zdaj odkar hodi k meni, sem jo jaz to naučila in rekla, zdaj končno vem, kaj je leva in desna, ne. Vsak teden mladi plesalci odkrijejo nekaj novega, kaj jim lahko v življenju le koristi, je prepričana Stamenkovičeva. Kadar iščeš glasbo prav dotično za, recimo, ko se začne sezona, da moraš delati formacije, pač ponavadi to tako izgleda, da ure in ure presediš in pač poslušaš in poslušaš in poslušaš. Jaz največkrat res
pač kar me zadane noter, oziroma v smislu, ko se meni avtomatsko telo začne premikati po glasbi, potem jaz vem, aha, to je to, a ne. Pa je tako, jaz najrajš pridem v dvorano, jaz pridem prej, ko še nobenega ni v studiu, ko je studio pač je tiho in mirno in vse. Je tako, da si jaz dam muziko in potem prvo se sam prepustim in da vidim, kam me res telo odpelje. Pa so neke stvari tudi, na katerem pač paziš, a ne, recimo, ko delaš koreografije za te velika tekmovanja in za formacije, pač veš, kje so stvari, veš, da morajo biti neki triki. Dejstvo je, da je v svoji plesni karieri učila že ogromno mladih in to vedno znova počne s polnim srcem. Je že bil moment, kjer smo si rekli adijo, pa sem jaz potem kakšno solzico spustila, ker vse generacije se ful menjajo, jaz zdajle sem jih že dala neki čez, kar je res. Vedno je ful lepo tudi videti nove obraze, ko pridejo nove obraze in ko vidiš, ko te spoznavajo in potem ta sreča na njihovih obrazih je ful fajn. Je pa včasih kot trenerju je težko, sploh če nekaj časa ustvarjaš z eno in isto ekipo in res gradiš, potem pa pride leto, ko se vsi razpršijo v smislu, ker pač niso čisto vsi enake starosti, eni grejo naprej, eni ostanejo v teh skupinah in potem si kar naenkrat tako, neko praznino čutiš tisti moment. Ampak jaz se vedno nekako potolažim, ker si rečem, ok, sej imamo pa zaradi tega zdaj prostor za te nove plesalce. Glede na to, da se bliža vrhunec plesne sezone, pa bo televizija vaš kanal o bodočih uspehih plesnega studia Novo mesto zagotovo sproti poročala.